Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na prvi konstitutivni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora so se v sredo zbrali novi svetniki in svetnice ter seveda župan Janez Hrovat. Nato je sledila še prva izredna seja, na kateri je bila točka dnevnega reda rebalans proračuna občine za letošnje leto. Ja, včeraj 3.12. je imela občina Kranjska Gora prvo sejo v 7. mandatu. In sicer izredno sejo, ki smo jo morali narediti prav zaradi tega rebalansa občinskega proračuna, zaradi teh naravnih katastrof, ki so se dogajale v tem deževju v občini Kranjska Gora. Prerazporediti smo mogli 160.000 evrov, ki se bodo uporabljali za sanacijo teh glavnih delov nesreč Belca, Srednji Vrh, Radovna in po ostalih delih občine Kranjska Gora. Sicer imamo obljubljeno refundacijo glavnine stroškov, kar se bo pač izvedlo v letošnjem letu, že v naslednjem letu, tako da bo občino pač bremenil samo strošek DDV-ja. Še predtem pa smo imeli tudi ustanovno sejo, na kateri smo potrdili nov občinski svet, ki je sestavljen iz pač podobnih strank oziroma list kot v prejšnjem mandatu, in sicer 8 sedežev, 8 svetnikov smo dobili naša alpska lista, 4 svetnike je dobila stranka SDS, 2 svetnika je dobila stranka SD, po en svetnik pa predstavlja stranko Modernega centra in en svetnik Novo Slovenijo. Tako da je zadeva pač kar konstruktivna, smo zadovoljni. Mislim, da bomo delali lahko izredno dobro. Seje ne bomo snemali, ker imamo pač problem s tem novim zakonom o varstvu osebnih podatkov in prav informacijska pooblaščenka nam je naložila kar nekaj postopkov, podpisov, vsi prisotni, vsi novinarji, vsi gosti bi mogli pač dajati izjave in v bistvu tako kot večina slovenskih občin smo se odločili, da se seje ne bo snemal, ampak da boste lahko pač dobili informacije v obliki intervjujev župana, podžupanov oziroma direktorice občinske uprave po sejah. Tako da jaz mislim, da občina Kranjska Gora bo šla tudi v tem mandatu pod mojim vodstvom naprej, še zmeraj v istem tempu, se pravi odločno, korajžno in seveda tudi opazno. Želimo biti in prevzeti pobudo v turizmu, v rangu cele Slovenije. Želimo zagotoviti občanom, mladini dostojno in ugodno življenje v naši občini Kranjska Gora in zagotoviti tako delovna mesta, stanovanja, kot tudi lepo starost. In prav zato mislim, da je ta ekipa sestavljena, kot sem vam prej povedal, prava izbira in da ste se odločili, da bomo občino vodili pravi ljudje. Najlepša hvala vsem, pozdrav občankam, občanom in vsem gostom Kranjske Gore in seveda tudi vsem drugim, ki gledajo našo lokalno televizijo. Srečno! V sredo so zaradi sanacije plazu minirali podor na Belci. Zdaj pa čakamo, da zabubni. Je tole pa fajn, da bi zdaj čim več dol prišlo. Več bi dol prišlo, boljš bi bilo verjetno. Tudi verjetno ti strokovnjaki, ki to zdaj delajo, upajo, da bo čim več dol prišlo, ker zdaj voda je res majhna. Čas je zimski, ponovadi po zim Italije voda ali pa so vode majhne, mraz bo pritisnil. Mislim, da je to z lahkoto rešvalo. Zdaj, koliko bo dol prišlo, verjetno še oni ne vejo, ali pa vejo. Jaz verjamem, da se bo tole zdaj danes, saj ta glavni del
od trgov oziroma da bojo ta zunanje sklade uspeli spraviti dol, pol pa seveda nas čaka še naporen in obsežen miniranje, ki se bo vlekel verjetno par mesecev, da se bo to saniralo tako, kot je treba. Občina pač pričakuje, da to nekako v roku leta, dveh saniramo do konca. Kot je povedal župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, je miniranje potekalo brez zapletov in skladno s protokolom. Za krajši čas so tudi evakuirali manjše število prebivalcev iz objektov nad regionalno cesto. Jaz sem vesel, da se je tako hitro začela zadeva odvijati. Seveda po miniranju, po odstranitvi tega materiala, te velike giljotine nad nami, upam, da se potem čim prej naredi tudi ta zaplavna pregrada tukaj nad Žago in da s tem pol res prinesemo miren spanj ljudem na Belci. Ja, ljudje so znervirani, seveda ljudi se bojijo, seveda kakšnih ponovnih večjih padavin, bojijo se tega odloma, ki visi nad nami. Pač pa tudi ta akcija, ki se dogaja, sicer je po en stran pomirja, po en stran pa se vidijo, da se gre za res, da ni heca. Ja, tukaj moram pohvaliti res naše gasilce, civilno zaščito, predvsem pa te naše gradbenike s težko gradbeno mehanizacijo, da so ta murast tok, ta tok, ki je grozil Zgornji Belci, da so ga obrnili nazaj v strugo in da ni odnesel hiš in stanovanjskih objektov. Miniranju bo sledilo še nekaj dodatnih ogledov terena, nadaljnja miniranja pa bodo najverjetneje spomladi oziroma po koncu zime. Peska je bilo toliko, kar zmerate, zdaj do vrh Škarpe, pa 2 metra približno. In v teh 2 metrih zdaj so to že vse počistili. Dan na dan so preč vozili, pismo čistili tele stavbe in tako naprej, ne. Z dneva v dan, od jutra do večera. Jaz sem tukaj od svojega rojstva, pa to opazujem in ta prvo rano so naredili, ki so cesto naredili, 61 leta. Malo so minirali, malo so mislili tako za lesa, Poj so jo popravili, pa so jo še enkrat, pa tisti tunelček, pa tako naprej in vsaka reč malo zruka. Zdaj pa prišlo do bolj večjih, tako da ne vem, če se bo to umirilo. Obilne padavine, ki so konec oktobra zajele del Slovenije, so v vasi Belca sprožile plaz, ki je zasul Žago in malo hidroelektrarno, zato so takrat morali evakuirati 36 prebivalcev. Sanacijo so lahko začeli že dan pozneje, ko so se lotili čiščenja in poglabljanja struge potoka Belca. Župan je že takrat ocenil, da je škoda na Žagi in elektrarni milijonska. To je bilo tisti ponedeljek, slabo je bilo tik pred prazniki. Mi smo tukaj delali Simpanečak, smo tam nekaj popravljali. Pri elektrarni bi na 5. popoldan je prišla voda. Voda je bila že prej velika, ampak zmeraj večja je bila. Smo rekli najbolj, da se maknemo in odmaknili smo enega viličarja, en traktor pa en kamion. Oziroma 2 kamiona, ostalo nam je pa pač tukaj zasul, to se pravi elektrarna je bila zasuta, se je verjetno ste videli že po prejšnjih posnetkah, čist in tudi uničena ta pomožen objekt, tudi v zadju je pa Žaga, ki pa ni naša. Tudi jaz sem tukaj pri tej elektrarni solastnik, nas je več, tako da to je bilo ta ponedeljek zvečer, potem pa reševalna akcija, seveda, teli težki kamioni, gradbena mehanizacija so tole vodo obračali kar do 1 po noč. No, pa je pa sreč, okrog 1 so padavine ponehale. Verjetno, če ne bi ponehale, bi verjetno tole vse skupaj odnesli, ker voda je bila res obupna, visoka. In tudi, če gledamo zdaj posnetke višje gor od struge, kompletno vse je, povsod so prišli plazovi dol, kjer so lahko prišli plazovi. Ni bil samo ta, ampak skozi gor. Ja, cel ta vodotok ali pa povodje Belce gor, ki je precej dolg, da se tukaj kilometrov, je 7 kilometrov ceste gor do meje, da tega vodotoka pa raven toliko. Ja, zdaj smo že en mesec tukaj, smo skoraj vsak dan tle, no se smo, mogoče 2 dni, takrat okrog 1. novembra nismo bili. Ja, rešujemo vsak po svoje. Žaga se rešuje, mi se rešujemo, v glavnem elektrarna je uničena, nam rekel 100%, ampak skoraj.
Zdaj se lahko tudi poljeti noter ali pa to spraznili smo jo, pač smo se odločili, da bomo obnavljali, cevovod je tudi v dolžini 300 metrov je poškodovan oziroma zasut tukaj gor. Zavarovalnico še nismo rešili, rešujemo, bomo pa obnavljali po vsej verjetnosti. No. Minister za okolje in prostor Jure Leben je 10. novembra obiskal kraj in nato sporočil, da so intervencijski ukrepi v teku, s kranjskogorskim županom Janezom Hrovatom pa da sta podpisala pogodbo za prvih 75 000 evrov pomoči občini, ki jih je zagotovilo ministrstvo. Zdaj pa, dragi gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Delavnice o biotski raznovrstnosti, ki jih bo vodil Martin Šolar, bodo jutri ob 17. v prostorih občine Kranjska Gora. Slovenski klasiki v živo, neresno predavanje o resni literaturi z Boštjanom Gorencem Pižamo bo v knjižnici v Kranjski Gori v torek ob 19. Odprtje sezone teka na smučeh bo v Planici potekalo v soboto ves dan. Pripravljajo veliko zanimivega za vse generacije. V soboto ob 21. bo v dvorani Vitrancov v Kranjski Gori zabava s skupino Mambo Kings. Predstava o žabici, ki se je naučila peti, bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 17. Prižig adventne sveče z otroškim pevskim zborom Žabice bo v nedeljo ob 18. v Alpski vasici v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne decembrske dni in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!